Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Oče, zahvaljujem se ti danes za Božjo besedo in upam, da ne bodo poslušali mene, ampak tebe. Da bi slišali tebe, kaj mi imaš zapovedati. Uporabljaj moj jezik in dopusti, da bodo vsi pozorni ter dobili to, kar potrebujejo v Jezusovem imenu. Amen. No prav, ta teden se bom posvetila 23. psalmu. Zadnjič sem vam omenila, da je ta serija predavanj bila leta 2003. Torej je že kar nekaj stara. Hvala Bogu, da Božja beseda nikoli ne zastara. Enkrat sem poučevala na to temo, vendar je bilo veliko čudovitih sporočil v 23. psalmu. To je napotitev k branju psalmu. Kdo izmed vas je ugotovil, da ko vas nekaj zares boli, greste brati psalm 23? Zato ga bomo zdaj pobliže spoznali. Gospod je moj pastir. On ni kakršen koli pastir. On je moj pastir. Nič mi ne manjka. Zadnjič sem obdelala eno vrstico. In danes bomo obdelali preostalo polovico. Vi se sprašujete, kako pa bo sploh končala? Dobro, da me še ne poznate bolj dobro. Zaupajte, jaz bom to storila. Začela bom na koncu. Nič mi ne manjka, ne pomeni, da bom imel vse stvari, ki bi jih rad imel. To pomeni, da ko čakam na Boga, da bi napravil stvari, ki bi jih jaz rad, da sem lahko še vedno zadovoljen. Koliko izmed vas misli, da je zadovoljstvo nekaj? Ali niste utrujeni od tega, da ste neprestano nezadovoljni? Čas je, da postanete zadovoljni. To pa pride samo, če zaupamo v Boga. Na zelenih, mehkih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi. Moje življenje poživlja. Drugi prevod pravi, mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah pravičnosti. Ne zato, ker to zaslužim, ampak zaradi njegovega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. In prebival bom v Gospodovi hiši vse dni življenja. Druga vrstica, ki je sedaj ne bom uporabljala za poučevanje, pravi: Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. To je uvod v vstop v Božji počitek. Pismo Hebrejcem 4. poglavje nas uči o nadnaravnem sobotnem počitku. To ni počitek od dejavnosti, ampak je počitek v dejavnosti. Z drugimi besedami povedano, to, kar delam, zahteva veliko truda. Vendar počivam v svojem delu, zato ker notranje čutim, da ni moja odgovornost, da vas ne bi napravila takšne, da bi me imeli radi, da bi vam bila jaz všeč. To ni to, kar pravim. To je stvar Boga. Jaz sem storila svoj delež, meditirala sem, študirala, molila, se pripravljala. Mi lahko vsi stopimo v Božji počitek, ko vemo, kaj storiti in vemo, česa ne smemo storiti. Amen. In velikokrat je tako, da ne napravimo tega, kar bi morali napraviti, poskušamo delati nekaj, kar zadeva samo Boga. Vstopiti v Božji počitek. To je čudoviti kraj, kajti ko ste v Božjem počitku, vi zaupate, da bo Bog poskrbel za vse stvari. Vi ne veste, kako bo to on storil, ne veste, kdaj bo storil in niti ne veste, kdaj se bo to zgodilo in na koncu koncev vas niti več ne skrbi, kajti v vas je vera, da je Bog zvest in ne bo se omaknil ali vas razočaral. Ko enkrat vstopite v Božji počitek glede česarkoli, naj so to nujne spremembe v vašem življenju, spremembe, ki jih želite videti v svojih bližnjih ali v vaših financah, naj vam nekaj povem, ni pomembno, kakšne težave imate, kajti Bog ima odgovor, on ima načrt. Vendar, ko ste popolnoma zafrustrirani in zbegani, takrat ne morete prejeti Božjega vodstva. Torej moramo najprej stopiti v Božji počitek. Rada imam drugo vrstico, ker pravi, na zelenih pašnikih mi daje ležišča. Tu so stvari, ki jih lahko izberemo, ali pa lahko med njimi ležimo.
Saj veste, o čem govorim zdaj. Prepričana sem, da ste se nekaterim stvarem morali odpovedati. Vaše okoliščine so takšne, da nimate več nobene možnosti, ampak da samo čakate na Boga. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi. Mojo dušo poživlja. Mene, mojo dušo poživlja. Sestavljeni smo iz 3 plasti. Smo duhovna bitja, imamo dušo in živimo v telesu. Veliko preveč časa posvečamo svojemu telesu. Saj ne, da se ne bi smeli ukvarjati s svojim telesom, vendar pa ni treba, da ga neprestano obožujemo. Bolj bi se morali ukvarjati z duhovnim življenjem in svojim notranjim življenjem. Duša je del nas in lahko porabimo celo svoje življenje, pa je še ne bomo popolnoma razumeli, vendar je to tisti del, ki nas nadzoruje. Naša duša je naš namreč to, kar mislimo, naša volja je to, kar hočemo, izbire, in tretji del so naša čustva. Moje osebno mnenje je, da če smo čisto odkriti, so naši občutki tisti, po katerih se ravnamo. Jaz to imenujem. Jaz to vedno rečem, hoče, mislim, čutim. Hoče, mislim, čutim, to je trikotnik. Hoče, mislim, čutim. In mi porabimo več časa, da povemo Bogu in drugim, kaj hočemo, on pa hoče prenoviti naš da nas pouči na način, kakor on misli. On hoče, da bi uporabil našo svobodno voljo. Svobodna volja je čudoviti dar, vendar je tudi velika odgovornost. Mislim napisati knjigo o svobodni volji, ker zares mislim, da bi morali razumeti moč naših odločitev. In da Bog resnično vsakemu posamezniku daje možnosti. On nas noče prisiliti, da bi nekaj storili. On ne želi imeti robotov. Če bi on hotel robote, bi jih ustvaril. On bi nas lahko to ustvaril brez svobodne volje, ker ne bi imeli nobene možnosti in bi delali to, kar je on predvidel. Vendar tu ni osebnega odnosa. On nam je podaril čudovito svobodno voljo in rekel, pred tabo sem postavil življenje in smrt, dobro in zlo, tu je namreč izbira in izberi življenje, da bo šlo vse prav. Torej, mi rastemo v svojem osebnem odnosu z Bogom, tako da se naučimo misliti kakor on in se naučimo uporabljati našo voljo, tako da izberemo njegovo voljo. Naučimo se tudi, kako čutiti Božje srce, da čutimo stvari, ki jih on čuti, da se veselimo občutkov, kadar so ti dobri. Vendar se moramo zavedati, da bo to naloga za celo življenje. Koliko izmed vas ve, da ni nekaj, da ste ponovno rojeni, naslednji teden je že vse v redu. To je življenjska zaposlitev in to je dobro. Mi smo neprestano v procesu, v gibanju, priznam vam. Po resnici, da se tega procesa veselim. Naučila sem se, da se veselim svoje poti z Bogom. To se vam bo morda zdelo čudno, vendar sem se pravzaprav naučila veseliti se, ko me je Bog pokaral, ker mi je tako pokazal, da on skrbi zame. Če Bog ne bi skrbel za nas, bi nas pustil na miru. Zame je bolj enostavno dobiti grajo od Boga, kakor pa od ljudi. To lahko potrdim. Torej, najboljše, da grajo prejmete od Boga, kajti če ne prejmete od Boga, jo bo posredoval tako, da bo deloval po ljudeh, da bi vam povedal isto stvar, ki vam jo je poskušal povedati že 12-krat, pa ste to prezrli. Amen. Bog želi, da prenovimo svoj On hoče uporabiti našo svobodno voljo, da bi izbrali njegovo voljo in se naučili, da ta občutek ni niti dober, niti slab, lahko so dobri občutki ali slabi, vendar se moramo naučiti, kako preprečiti, da bi naši občutki imeli naš glas ali da bi naredili odločitev zaradi čustev. Še vedno se nasmehnemo vprašanju, ki so mi ga zastavili pred nekaj leti. Joyce, kako se počutiš ob vseh teh potovanjih, ki jih napraviš, da lahko delaš vse to, kar delaš? No, veste, ljudje si mislijo, to mora biti zares razburljivo in zanimivo, ko vedno samo potuje. Moj Bog, veste, da je to zadnja stvar na svetu, da bi si za počitnice želela nekam iti. Mislim, če ste bili v hotelski sobi že skoraj 40 let, ojej, potem veste, da je kar naprej pakiranje in razpakiranje. In nočem niti iti v podrobnosti. Vendar veste kaj? Všeč mi je bil moj odgovor, ki je prišel iz moje duše takrat, ko so me to vprašali. Ko so me vprašali, kako se počutite glede vseh teh potovanj, ki jih morate napraviti, sem samo odgovorila, da se že dolgo nisem vprašala, kako se počutim ob tem.
Mogoče je kar določeno, da če hočete prispeti do preboja v vašem življenju in to ob katerikoli situaciji, se morate nehati spraševati, kako se ob tem počutite. Dajte, no. Morali boste prenehati spraševati o svojem počutju in boste morali vedeti, da če je to Božja volja, potem uporabljam svojo svobodno voljo tako, da izberem njegovo voljo. In potem ni več pomembno, kako se počutim glede tega. To pač napravim. Amen. Ne dopustite, da bi vas vaši občutki vodili. Dala vam drug primer. Vem, da sem imela veliko problemov in bolečin, ker me je moj oče spolno zlorabljal. Ko sva se z Davidom poročila, jaz nisem bila tako enostavna ženska. In ne verjamem, da bi David ostal z mano kaj več kot 2 leti, če bi se vsak dan spraševal o tem, kako se počutim jaz danes, kako se moja žena odziva na stvari. On bi verjetno šel kar domov, če bi se spraševal, kako se počutim glede tega, da bi šel danes nazaj domov. Vendar vidite, on je bil zvest. Bil je zvest najnemu zakonu, osredotočen je bil na najino zvezo. Mislim, da smo vsi dovolj modri, da lahko presojamo o prekinitvi zveze, vendar pa mislimo, da vzamejo danes ljudje to preveč in prepogosto zelo na lahko. Dajte, no, zaploskajte, če imam prav. Veste kaj? To je zaradi tega, ker se prevečkrat sprašujemo, kako se počutim. Pozabili smo na moč za obljube in zvestobe. Amen. Odločila sem se pred 30 leti in se še vedno spominjam vrstice, ki sem jo tedaj brala. Bil je Janezov evangelij 17:4. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. Ko sem to prebrala, sem začela jokati in sem rekla, Bog, če ne bom nič drugega storila v svojem življenju, hočem končati to, kar si mi ti naložil, da storim. Hočem končati svoj tek in storiti to, kar si mi naložil. Na tej točki se nisem mogla več spraševati o tem, kako se počutim, kaj si mislim, ali če mi je to všeč ali ne. Osredotočila sem se na to, kar sem obljubila Bogu. Nekatere stvari so bolj privlačne, kakor druge, nekatere stvari so težje, kakor druge. Ni mi všeč, ko me v časopisih napadajo, ampak to bom končala. Amen. Spodbuditi vas hočem, da bi bili osredotočeni na vaše zaobljube, kar vi verjamete, da Bog od vas zahteva, če je to služba, če je to zakon, če je to služba očeta, če je to poklic podjetnika, če je to biti v duhovni službi, če je to, da se rešite dolgov ali da si povrnete zdravje, karkoli. Morate se osredotočiti in se ne odločati po svojih čustvih. In mimogrede je to tudi v Svetem pismu. Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim. Vendar o tem bomo nekoliko pozneje govorili. V eni izmed prihodnjih oddaj. Prenoviti moramo svoj Naše življenje je zmedeno, ker je naše mišljenje napačno. Naše življenje ne more biti v redu, če ni naše mišljenje v redu. Edini način, da lahko prenovite svoj je, da se naučite misliti to, kar ima Bog zapovedati. Božji besed je moč, ki prenovi naš Dejstvo, da ste vi ta teden tukaj, vam pomaga, da razmišljate na različne način na nekaterih področjih in vidite stvari drugače, kot ste jih videli prej. Že samo dejstvo, da ste tukaj parkirali svoje telo, ste odprli svoje srce in Božja beseda se zliva vanj. In Božja beseda ima moč, da spremeni vaše življenje. Jakobovo pismo 1:21. Zato odpravite vso umazanost in odvečno zlo ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena in ima moč, da reši vaše duše. Lahko ste ponovno rojeni in še vedno potrebujete, da rešite svojo dušo. V vašem duhu sprejmete Jezusa tako, da vam odpusti grehe in da postanete v njem pravični. On deluje na vas in v vas, pa čeprav je še vaš vedno zmeden in tudi volja je še zmedena včasih. Tudi čustva so zmedena in čeprav bomo nekoč šli v nebesa, bomo imeli bedno življenje tukaj na zemlji in ne bomo rodovitni v Božjem kraljestvu in ne bomo pomagali drugim. Naj vam nekaj povem. Če je vaš zmeden, ne boste imeli nobenega miru. Če neprestano zavračate to, kar hoče Bog od vas, da storite, potem ne boste imeli nobenega miru. Ne vem, če ste to že gotovili ali ne, vendar sem prišla do zaključka, da življenje ni niti vredno živeti, če nimamo miru. Nič ni slabšega, če smo neprestano zbegani, zafrustrirani zaradi nečesa.
Ta področja našega življenja, našega uma, naše volje, naših čustev moramo ozdraviti. Morajo biti na pravem mestu in to so zadnji sedeži glede odločitve. Amen. To pa zahteva velike odmerke. Zdravljenje v našem življenju zahteva dve stvari. Božjo besedo. No, recimo, da ozdravljenje zahteva tri stvari. Božjo besedo, ogromne odmerke brezpogojne Božje ljubezni in zavedanje, da nas Bog ljubi z večno ljubeznijo prav tam, kjer smo. Veste, če sem odkrita, vas Bog ne bo ljubil nič bolj, če postanete bolj pokorni, kot vas ljubi prav ta trenutek. Rekli boste, zakaj bi potem to počel? Zakaj bi to počel? No, mi ne počnemo tega, kar počnemo, da bi si pridobili Božjo ljubezen. Mi delamo to, kar delamo zaradi tega, ker ga mi ljubimo in mu hočemo gajati in želimo živeti za to, da se on po nas poveliča. Prenehati moramo s tem, da počnemo vse mogoče le, da bi nekaj dobili. Mi hočemo služiti Bogu zato, ker je on čudovit. On je osupljiv. Vam ni treba, da bi imeli kakšen izgovor, da pridete na takšna predavanja. Vi samo pridite in si prihranite ta čas, ker je on čudoviti Bog in tudi vi ste krasni. O Bog, kje bi bila jaz brez tebe? Kakšen privilegij je sedeti v polni dvorani vernikov in slaviti Boga ter slišati kakšno spodbudo. Zagotovim vam lahko, da boste slišali dovolj slabih novic, ko se boste odpravili skozi ta vrata. Mogoče boste tukaj celo prejeli vse možne dobre novice. To zahteva Božjo besedo in brezpogojno Božjo ljubezen. Vendar je še ena stvar na poti k zrelosti in to je poboljšanje. Pismo Hebrejcem 12. poglavje 6 in 7. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tebe vsakega sina, ki ga sprejema. To je zanimivo, morate se podreči graji in disciplini. Zanimivo je namreč, da mnogo ljudi v zaporu vam bo reklo, da so njihovi starši bili ali pri vzgoji nasilni, kar seveda ni prav, to ni po Božje, ali pa jih sploh niso nikoli grajali. Zanimivo je namreč, da če smo brez graje, potem je tako, kakor da nihče ne skrbi za nas. Vemo namreč za dejstvo, da ne maramo graje, ampak pravo in zmerno grajo. Popravke. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tebe vsakega sina, ki ga sprejema. Morate se podvreči graji zaradi discipline, kajti Bog se ne ukvarja z vami kakor svojimi sinovi. Kakšen je namreč sin, če ga oče ne vzgaja, ne graja in navaja na disciplino, če ga nič ne popravlja? Če ste torej izvzeti iz graje in ste brez discipline kakor Božji otroci, potem ste nezakonski in sploh niste pravi sinovi. Da lahko to dejstvo ponovimo, vsi skupaj izrecimo, rad imam, da me Bog graja. Veste kaj? Najslabša stvar, ki se vam lahko zgodi na svetu, je, da vas Bog pusti same v naši smešnjavi in da se vi ne bi nikoli spremenili. To bi bilo zares grozno. Odkrita bom z vami. Če dan skoraj za mano in se nenadoma spomnim, da počnem nekaj, česar ne bi smela delati, kar sem pozabila, in me Sveti Duh opomni, da takšna drža ni dobra, da to ni dobra drža, potem mi ni treba misliti, že spet, komaj se obrnem okrog in že nekaj narobe, vedno le jaz. Takšna sem bila, ko sem bila še nedorasla. Dojenček in mesena kristjanka. Ne pravim tega, da ne bi imela še veliko poti za prehoditi, vendar sedaj vidim to kot nekaj takšnega. O, Bog, hvala ti za to, da mi poklanjaš toliko pozornosti, da si vsakeč vzameš čas svoje skrbi in me opozoriš, ko se vdajam svojim slabim navadam. Ti si vzameš čas, otrkaš si čas med tem, ko vodiš vaš svet. A ni nekaj čudovitega, da si Bog vzame čas svoj skrbi za ves svet, zato da vam reče, to je tvoja slaba navada in te bo pripeljala v težave, daj no draga, spremeni se, preden zaideš v težave. Zame je to čudovito. Zdi se, da Bog tako zelo skrbi zame. Zagotovo se potem lahko temu podvržem in obdržim dobro držbo. Lahko se mu zahvalim. Hvala ti, Bog, da skrbiš zame. Da si me spomnil, preden zaidem v težave in da sem na tem, da zaidem v težave. To je tudi
naš oseben odnos s Svetim Duhom. Ko se je Jezus povzpel v nebesa, je poslal Svetega Duha, da bi ga predstavljal in bi prevzel njegovo mesto. Jezus je namreč rekel: nikoli vas ne bom zapustil, vedno bom z vami, živel bom med vami in vam bom pomagal v vseh posameznih stvarih vašega življenja. Vendar mi morate prisluhniti, poslušati me morate. Zares boste ob tem uživali. Prav veselo bo. Nekateri še niso popolnoma prepričani, vendar bomo prišli do tja. Razodetje 3:19. Veste, mi se povlečemo nazaj, ko nam Bog pokaže nekaj stvari o nas samih. Že spet neka druga stvar, ki je z mano narobe, a res ne znam nič prav napraviti, kaj pa oni drugi, kaj se ti zdi? Poslušajte, spomnim se, ko je Bog deloval name na toliko različnih področjih in jaz sem postala že utrujena od vsega tega. O moj Bog, ali lahko kakšno človeško bitje ima toliko napak? A veste, o čem govorim? Spraševala sem se, če je kakšno bitje in ni mi bilo mar kakšno sporočilo, kajti jaz sem ga potrebovala. Mislim, lahko sem odprla Sveto pismo in ni bilo besedila, ki ga ne bi potrebovala, pa se mi je zdelo, da vse to potrebujem. Spomnim se nekega dne, ko sem bila tako utrujena, da se Bog toliko ukvarja z mano glede nekih stvari. Šla sem k Davidu, ker sem mislila, David ima gotovo kakšen problem. Mislim, da ima on probleme. Veste, da ga nikoli ne slišim reči, da bi se Bog ukvarjal z njim glede kakšnih problemov. Tako sem ga vprašala. Rekla sem: ali se Bog ukvarja s teboj glede česa? Odgovoril mi je: ne, mislim, da ne. Bila sem tako vznemirjena glede Boga. Kaj pa zdaj to pomeni? Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.